Slovenija je po zgledu sodobnih evropskih vojska oblikovala pogodbeno rezervo, ki je eden izmed temeljev naše vojne moči in neločljivi del Slovenske vojske. Ta pogodbena rezerva ima svojo tradicijo v slovenski preteklosti, v zavedanju državljana Slovenije, da je le sam lahko tisti, ki lahko zavaruje svojo domovino. Pripadnik pogodbene rezervne Slovenske vojske, 6. leto, tukaj v prekrasni Bohinjski Beli. Takoj po napravljenem v Gorniški vojski sem se vključil v rezervno sestavo. V Bohinjski Beli smo prve 2 leti se spoznali z fanti. Žal se nas je malo zmanjšalo število naših nabornikov. Fantje so eni odhajali, novi so prihajali. Prve 2 leti, kar smo tu v Bohinjski Beli, je bilo super. Imeli smo redne poklice 4 do 5 na leto. Žal se je potem 3. 4. leto malo zmanjšala zadeva. No, danes pa smo tu na tej naši največji vaji po 6 letih, kjer smo zbrana cela 3. četa, 2. četa in 1. četa. Tu s svojim sovojakom Bizjakom pravkar varujeva področje pristanka helikopterjev, kjer se na to premaknemo na drugo področje. Danes in jutri nas čaka terenska vaja, končno, bomo rekli, kar smo čakali te 4-5 let, smo pa veseli, končno dobimo malo helikoptera. 4 leta sem že pogodbeni rezervist. Motivi so privili predvsem, da sem služil na Bohinjski Beli kot reden vojak. Potem družba med sovojaki, samo plačilo tudi ni zanemarljivo. Potem nekaj naredimo tudi zase. Ponavadi smo v službi, niti nimamo to gibanja, v naravi smo. Leta 2002 smo po prehodu na poklicno organizirano Slovenske vojske uvedli tudi pogodbeno rezervo in do danes se je v pogodbeno rezervo vključilo že več kot 1500 prostovoljcev. Ta prostovoljna rezerva je ne samo pomemben element zagotavljanja nacionalne varnosti in obrambne moči Republike Slovenije, temveč tudi pomemben prispevek pri zagotavljanju varnosti v okviru zavezništva. Nenazadnje pogodbeni rezervisti aktivno delujejo tudi pri izvajanju nalog na misijah. Bil sem tudi štipendist Slovenske vojske. Ta misija je v bistvu zelo dobra izkušnja za pridobiti nova znanja, ki mi bodo tudi kasneje kot štipendistu Slovenske vojske, da se bom zaposlil v Slovenski vojski, pomagala pri izvajanju dolžnosti. V naši sestavi imamo 9 pogodbenih rezervistov. Zdaj, kar se tiče dela z njimi, se dela čisto profesionalno, tako kot si naši ostali. Dobro je to, ker imajo določene izkušnje iz civilnega življenja in pripravljeni na vojaške izzive. In dejansko ni bilo z njimi nobenega problema, vsi so delali zelo profesionalno, vejo, zakaj so tle dejansko. Druga stvar je pa to, če se pa odzunaj na terenu kakšne stvari dogajajo, potem pa čisto posebna zgodba. Tako kot recimo jeseni, ki je bil sever precej aktualen, so te mednasilni odnosi postali kar malo tako manj problematični, oziroma so fanti do tega razvili precej večjo strpnost. Tako postavljam, zunanji sovražnik je odličen kohezivnosti faktor in ker se fanti zavedajo, da je odzunaj situacija, ki je sila neugodna za njih, so razvili precej večjo frustracijo toleranco do medosebnih konfliktov, kot pa prej. V 10 letih vključevanja pogodbene rezerve v Slovensko vojsko imamo izredno pozitivne izkušnje in lahko zatrdimo, da je vez med poklicnim pripadnikom in pogodbenim rezervistom tista, ki nas, poklicne pripadnike, še bolj povezuje z našo družbo, z slovenskim narodom in z našo odgovornostjo obrambe države, ne samo obrambe, temveč tudi zagotavljanja varnosti in pomoči ter delovanju v okviru zaščite in reševanja.